Ura teče. Dve krhki premieri vizita na nitki. ZDA naredijo luknjo v čolnu in zasežejo iransko ladjo, medtem ko se obetajo novi, pomembni pogovori. Libanon ima le 10 dni, da ukroti Hezbolah in morda zagotovi mir. Je to krhka pot do miru ali rob veliko večjega konflikta? Ali ima Trump dovolj? Zdaj pravi Irancem, ne morete nas izsiljevati. In kaj je naredil? Dejansko je zasedel ladjo, ki je poskušala skozi Hormuško užino. Postali so malo predrzni, kot so bili zadnjih 47 let. Spet so hoteli zapreti užino, kot so to počeli leta. Ne morejo nas izsiljevati. Že 47 let vse počnejo nekaznovano. Tega jim ne bomo več dovolili. Emilij, smo na robu nove vojne. Islamska republika trenutno dejansko misli, da so vsa ta pogajanja še ena prevara Trumpa in Netanjahuja, da bi pripeljali kopenske enote v Iran. Misliš, da se to tukaj dogaja? Ali pa Trump res daje toliko manevrskega prostora, kot ga lahko, da bi ti ljudje sprejeli dogovor? Mislim, da lahko na tej točki varno domnevamo, da Trump počne vse, kar je v njegovi moči, da bi se izognil kopenski operaciji. Mislim že s tem, da je sploh si prizadeval za premirje na način, kot ga je, in poskušal znova sesti za pogajalsko mizo. Mislim, da je to načrt, da bi pridobil več legitimnosti doma. Zakaj? Pravzaprav ne vem. Mislim pa, da dejansko verjame, da je mogoče doseči dogovor, kar je samo po sebi problematično. Po drugi strani pa je pozitivno to, da mislim, da ne bo pristal na nekaj, kar ni zelo velika zahteva Islamske republike. Kljub temu pa mislim, da nobena vrsta dogovora ni sprejemljiva. Ne mislim, da je to rešitev. Zagotovo ne na dolgi rok. Morda lahko nekaj preložiš, celo za nekaj desetletij, ampak na koncu dneva veš, da volk dlako menja, naravi pa nikoli. Absolutno ne, ampak mislim, da poskušajo ugotoviti ali pa poskušajo predstaviti. In morda je to dolgoročno dobra stvar, če govorimo o zrušitvi režima, saj je režim danes v bistvu razdeljen na dva dela. To so zmerneži, za katere oba veva, da niso zmerni. Kazahstan in bolj politična stran ter IRGC na čelu. Moški, ki očitno nima noge in ima obrazno deformacijo. Sin ajatole, novi človek, Mustaba Homeini. Misliš, da je res razdeljen na dva dela? In če je tako, no, morda je to dobra stvar, ker to pomeni, da bodo tako ali tako padli. Prav. Mislim, da to ne bo hitro. Mislim, da kdorkoli, ki je mislil, da bo to enkrat in konc, ali pa kot neka velika kampanja v smislu zbombardirali bomo do tal in potem bo vsega konc, razstavljaš zelo dobro naoljen, brez besedne igre, zelo dobro naoljen stroj, veš, smrtonosno željo, smrtonosno grožnjo. Veš, oni točno vedo, kaj počnejo. Imajo sistem, veš, če ta pade, pade naslednji. Podreti takšnega pošastnega velikana je kot boj z Goljatom. In mislim, da ne bo šlo samo z enim kamnom. Mislim, da bo trajalo. Upam, da bo Trump naredil, kar mora narediti, na takšen ali drugačen način. Mislim, da bi bil pripravljen, če bi prišli in rekli, da se predajo, mislim, da bi to podpisal. Če pa ne, je pripravljen iti v vojno. In mislim, da je to način, kako se moraš z njim spoprijeti. In mislim, da to resno misli, ker je ves čas pokazal, da to resno misli. Ampak veste, pravkar je rekel Atarit Šmuel, ki se je vrnila na željo občinstva. Atarit je mednarodna zagovornica pravic staroselcev. Ateret, veš, zelo si vpeta v delo z vsemi temi različnimi manjšinskimi skupinami po Iranu. Slišiš, kaj govorijo? V preteklosti si že sodelovala z njimi. Misliš, da so ljudje v Iranu, v tej svoji čudoviti raznolikosti, res pripravljeni prijeti za orožje in si povrniti svojo državo? Ali pa meniš, da je za njih to še prezgodaj? Mislim, da so zagotovo nekateri deli iranske družbe, ki komaj čakajo, da se vključijo v boj in strmoglavijo IRGC. Z mojega vidika se zdi povsem jasno, da je velika večina Irancev popolnoma proti IRGC in na splošno Islamski republiki Iran. In si že zelo dolgo, skoraj 50 let, želijo njihov padec. In mnogi med njimi se aktivno borijo proti njim. Če pogledate kurdske regije, je kurdska narodna vojska že od samega začetka aktivno v boju z IRGC. In mislim, da so Iranci pripravljeni. In mislim, da so to tudi pokazali.
Veste, nekje vmes še vedno nimamo številk in jih ne bomo imeli, dokler se stvari ne umirijo in dokler ne bomo imeli neodvisne preiskave, ki bo ugotovila, kaj se je zgodilo. Ampak nekje med, koliko je že, 30 do 100 tisoč ljudi je bilo ubitih samo januarja. In Iranci tega ne bodo pozabili, ne bodo šli naprej. Ne bojo si rekli, no, veste, cela moja družina je bila pobita. Pač nadaljujmo in dovolimo, da se to dogaja naprej. Jezni so in pripravljeni na spremembe. Težava je v tem, da niso oboroženi, kaj ne? In ne soočajo se samo z IRGC, ne samo z Basidžem, ne samo z vsemi milicami znotraj Irana, ampak jih ogrožajo tudi vse te uvožene zunanje islamistične milice. Točno tako. In ljudje, kar me res spravlja ob živce, ko ljudje na Zahodu pravijo, da ne bi smeli imeti tujega vmešavanja. Tuje vmešavanje že obstaja, je že tam. Točno tako. In je proti iranskemu ljudstvu. Kar si iransko ljudstvo želi, je padec IRGC-ja in uvedba demokratičnega sistema. In zelo jasno povejo, kaj si želijo, koga si želijo in kako si želijo, da se to zgodi. In mislim, da sta Trump in Izrael v edinstvenem položaju, da pomagata omogočiti, da se to zgodi. Iransko ljudstvo to zelo, zelo glasno podpira in je zato hvaležno. In res mislim, da je čas. Resnično upam, da jih lahko premagamo in da jih moramo. Mislim, da tega ne moremo uničiti. Ni možnosti, ne moreš jih pustiti na oblasti. In mislim, da tudi zalivske države to razumejo. In mislim, da je to, kar je Trumpu uspelo narediti, kar se mi zdi genialno, to, da je bil pred to vojno čas vedno na strani IRGC-ja. Nenehno so pritiskali, veste, ob vsakem naslednjem ameriškem predsedniku. Veste, dajmo še več pogajanj in še več pogajanj, priti do stvari in še več pogajanj, ter priti do praga. In nekako so se igrali s časom. In mislim, da se je zdaj stvar obrnila, saj čas ni na njihovi strani, ker vsak dan izgubljajo denar zaradi zaprtja Hormuške ožine, ki je njihova življenjska žila za denar in financiranje. Mislim, njihovo gospodarstvo temelji na izvozu energije. In če Američani zapirajo njihov izvoz energije, potem nimajo denarja. Če nimajo denarja, ne morejo plačati svojih borcev. Če ne morejo plačati svojih borcev, mimogrede, že so v tej situaciji. Prejšnji mesec niso mogli plačati IRGC-ju. Tako da ne morem. Torej misliš, da moramo biti res tako potrpežljivi, ne glede na to, kako izčrpani smo že od vsega tega. In Bog ve, iransko ljudstvo je veliko bolj izčrpano kot mi. Ampak misliš, da je zdaj igra taka, da Trump igra z njimi tako, kot so oni igrali skozi vso zgodovino? On počne več kot samo igra. Mislim, da kaže, da ni nujno, da so stvari takšne, kot so bile. Da status quo in vladarji ter tisti, ki nadzorujejo ožino in vire, ostanejo taki. Zdi se mi, da premeša figure na šahovnici, ali pa na dami, ali katerikoli igri ti je ljubša, ker so na koncu dneva vsi vedno dovolili, da oni postavljajo pravila. In Trump pravi, veš kaj, ni nam treba igrati te igre. Ni nam treba imeti tega. Nisem prepričana, da se s tem strinjam. Mislim, da je veliko tega, kar je Trump naredil v zadnjih nekaj tednih, zelo problematičnega. Tudi če obstaja neka velika strategija v ozadju, jezik, ki ga uporablja, način, kako to izraža, pove več, kot bi bilo treba za tako veliko strategijo. In to je bilo zelo škodljivo za nekatere ljudi, ki jih mora motivirati. In mislim, da je bilo nekoliko problematično. Upam, da se motim. Bila bi zelo vesela, če bi se motila. Bila bi zelo vesela, če bi se izkazalo, da se motim v vseh pogledih in bom priznala svojo zmoto ter se opravičila. Ampak mislim, da je bil nekoliko neodgovoren glede tega, kako je govoril o tem, kaj namerava narediti, saj je s tem dejansko škodoval svoji sposobnosti, da izvede tisto, kar smo morali narediti vojaško. Nihče me ne more prepričati, da to ni vplivalo na prizadevanja za začasno prekinitev ognja. Retorika, ki jo opolnomoča režim v smislu, da bomo z vami pogajali kot z legitimnim predstavnikom iranskega ljudstva, je nor. Trditve, da je že prišlo do spremembe režima. Kitajska, mislim, to je preprosto. To žaljivo za ljudi, ki so pravkar doživeli ta množični pokol strani istega režima, ki jih še vedno usmrčuje. Ampak mislim, da Trump, ne vem, saj iz mojega vidika, Trump govori nore stvari. Da. In tvita nore stvari. In jaz osebno bi res upala, da ga nekdo ustavi, preden nadaljuje s tvitanjem res nestabilnih stvari z vsem tem. Ne govorimo o Libanonu, ne silimo s prekinitvijo ognja. Mi smo 51. zvezna država. To naj bi bilo vzajemno koristno razmerje in tudi je. Ampak ko predsednik Združenih držav Amerike reče nekaj takega, kot da je Izraelu prepovedano to narediti, češ najprej, to je tvoja prekleta vojna, prav? Ti ne vodiš vojne za Izrael. IDF in tisti vojaki v Libanonu se borijo za Združene države Amerike, prav? Hezbolah je ubil na stotine ameriških vojakov.
Tako da je način, kako je predsednik Trump odgovoril, po mojem mnenju res problematičen. Da sploh ne omenjam vseh tistih prebivalcev na severu, to je naravno škandalozno. Škandalozno je, da bi sploh sklepali kakršenkoli dogovor s Hezbolahom. In potem biti alternativa. In naslednji dan imam občutek, da je Trump takšen, ker je precej nestanoviten. In potem naslednji dan napiše, da še nikoli ni bilo tako odličnega partnerja, kot je Izrael. Tako da je očitno nekdo rekel, poslušaj, stari, to ni zvenelo tako. Mislim, da obstaja velika razlika. Ena izmed stvari, ki jih veliko zahodnjakov očitno ne razume, je, da obstaja velika razlika med tem, kako se predstavljamo Zahodu in ljudem, ki so odprti za diplomacijo, mirovne sporazume in pogajanja. Demokracije. Ja, in način, kako se predstavljamo mi in kako se Zahod predstavlja islamističnim državam in diktaturam, ker je resnica ta, da tisto, kar se Američanom zdi popolnoma noro in neuravnovešeno, arabske in islamistične države dojemajo kot, to je človek, ki ga spoštujem. To je Trump. To je Trump. Jaz govorim njihov jezik, prav. To je bilo njegovo življenje. In on je... Veš, on je tak tip, osebe, ki jih te ljudje resnično spoštujejo in cenijo. Ženskar. Bahav, razkazovalen moški, ki se pojavi in počne, kar hoče, ter govori, kar hoče. Nihče ga ne more ustaviti, nihče ga ne more nadzorovati. To je tip osebe, s katero si želijo sodelovati. To so vrste voditeljev, na katere so navajeni. In ves čas opažam, da obstaja nekakšno pomankanje razumevanja na Zahodu. Veš, govorila sem celo s člani svoje družine in oni ne razumejo, pravijo, zakaj bi on to naredil. Se spomniš tistega videa, ki ga je objavil o tem, kaj namerava narediti z Gazo, z vsemi tistimi bradatimi trebušnimi plesavkami? Ne, on neko je nameraval narediti nekakšen paralog. Ja, točno tako. Tako da vsak Američan, ki sem ga poznala, je bil v šoku, kaj se dogaja. In jaz, kot veš, sodelujem z vsemi temi različnimi plemenskimi narodi po Bližnjem vzhodu. Meni se je zdelo to genialno. To je neverjetno, ker jim kaže, da jih bo poteptal in da bo obrnil na glavo vse, kar jim je pomembno. In oni to vidijo na ta način in se odzovejo tako, da so dejansko pripravljeni z njim najti skupno točko. Mislim tudi, da moramo razumeti, da to niso države, ki bi jih dejansko zanimala pogajanja ali diplomacija, ali da bi se držale kakršnihkoli besed ali dogovorov, ki jih imajo. To, da je on prav tako nestabilen in prav tako nezanesljiv, mislim, da je to verjetno celo. No, to je tisto, kar pravim, da jim on dela to, kar so oni, Islamska republika, počeli Zahodu. To govorim že 2 tedna, ampak pogovorimo se o praktičnih stvarih. Morali bi biti nazaj v Islamabadu. Kdaj je to? Jutri je konec premirja. Torek je konec premirja. Ojoj. Islamska republika je že rekla, da se ne bodo pojavili, tako da, kdo ve, se spreminja iz ure v uro. Rekli so, da od tega ne bo nič. Državo vodijo naše nerodne države. Medtem so prevzeli ta ladjo. Prevzeli so to ladjo, ki pripada Islamski republiki, poskus Islamske republike, da izvozi nafto. In naredili so luknjo v ladji, kar je zanimivo. In očitno je ladja ogromna. Je skoraj tako velika kot ena od velikih ameriških letalonosilk, ki so v regiji. Torej, vse skupaj in veš, kaj me res moti? Legitimizacija Pakistana. Za božjo voljo Pakistan ni pošten akter. To sem povedala na indijskem televizijskem kanalu in so to vzeli. Pa umetna inteligenca, karkoli že. Obstajal je AI video, kjer govorim o Pakistanu, česar nikoli nisem rekla. In ena izmed očitnih stvari je bila, da so mi dali pakistanski naglas. To mi je všeč. Kaj si rekla? Poglej tole. Trenutno je Izrael jezen samo na eno osebo. To je pakistanski vojaški poveljnik Asim Munir. On je tisti, ki skuša navdušiti Trumpa in ga oddaliti od Izraela. Skuša narediti Izrael. Samega v tej vojni. V bistvu sem prej rekla, da je Pakistan dobil nalogo posrednika. Zakaj ravno Pakistan, ko pa imajo svoje lastne džihadistične težave in morda samo poskušajo postati pomembni v tej vojni? Torej imajo veliko za izgubiti. Mislim, da če pogledamo širšo geopolitično situacijo, je Pakistan v zavezništvu s številnimi istimi islamističnimi silami in je res veliko bolj vpleten in zainteresiran za to, kar se tukaj dogaja, kot mi. To je bila moja poanta. In še posebej z novo vrsto zavezništva med Indijo in Izraelom ter z Modijem, ki je prišel sem, se trenutno dogaja veliko stvari. Pakistan je v nevarnosti.
In zato Pakistan res divje maha in se panično odziva, da bi poskušal pridobiti veljavo in preživeti. No, to sem povedala v tem intervjuju. In potem so vzeli moj kratek izsek in mi dali besede v usta o nekem generalu, za katerega sploh ne vem, kdo je, o nekem pakistanskem generalu, ki ga naj bi domnevno žalila v tem AI videu. Ampak najboljše je, da so mi dali pakistanski naglas. To je pa res super za vas. Torej, če boste uporabljali umetno inteligenco, ljudje, naredite to pravilno. Obstajajo dobri pripomočki za to. Ali pa nam vsem dajte pakistanski naglas. Vsem nam. Vse ali nič. Rada bi se odzvala na to, kar si rekla o tem, da nam je Trump govoril, kaj naj naredimo z Libanonom. Samo zato, ker sem hkrati videla Kamalo Harris in še nekatere druge zelo vplivne ljudi, ki so rekli, da je Bibi prisilil Trumpa v to vojno. Vstopil je v vojno, v katero ga je potegnil Bibi Netanjahu. Bodimo glede tega jasni. Vstopil je v vojno, ki si je ameriško ljudstvo ne želi. S tem ogroža ameriške vojake. Kamala Harris in drugi vidni politiki, mislim, da se poskušam spomniti, kdo je bil. Jake Sullivan. Ljudje v vladi, ki so spoštovani, veliko ljudi, ampak ne samo Candice Owens, prav? Ja. Pravijo, veste, Bibi že desetletja poskuša to doseči. Poskuša prepričati predsednike, da to naredijo. Zato se sprašujem, čeprav ne pravim, da je to prav, sprašujem se, ali je bil to njegov odziv na to, da bi rekel, veste ne, on me ne sili v nič. Poglejte, jaz lahko njega prisilim, da nekaj naredi. Ja, ne morem tega storiti tako, da bi žalila zaveznika, kot naprimer. Seveda, mislim, da zagotovo, veste, poznam Trumpa jaz. Zagotovo mislim, da je to del tega. Želi pokazati, da je on glavni šef. To je v redu. In niti za sekundo ne mislim, da je naredil nekaj, česar ni želel narediti. Bodimo iskreni, to je Trump. Kaj pa naredi, česar ne želi narediti ta človek? In ljudje mu ne priznajo dovolj zaslug za to, da je govoril o grožnji Islamske republike že dolgo, preden je postal predsednik. O tem je nenehno govoril. Priznajte človeku zasluge, da ve, če prejema obveščevalna poročila, da so ti ljudje tik pred tem, da obogatijo uran in ustvarijo rakete, ki jih lahko dejansko pošljejo v Evropo in na vzhodno obalo Amerike, da se bo to tudi zgodilo. Ne mislim, ne razumem, zakaj ljudje ne razmišljajo, ampak vprašanje je, kaj se bo zgodilo, če se bodo pogovori v Islamabadu res zgodili. Če bo šlo za to, da so v ladjo naredili luknjo, mislim, da je to briljantno. In če naslednja strategija, o kateri ljudje govorijo, prevzemo to kakaga, ki je glavni vir izvoza energije. Ampak pojdimo malo na sever, v Libanon, in poglejmo, kaj se tam dogaja. Saj imamo tudi premirje z Libanonom. Kaj se bo zgodilo? Misliš, da bo Jusef Aoun lahko odstranil Hezbolah? Ali si sploh želi odstraniti Hezbolah? Samo poglej to. Ko smo govorili o pogajanjih, so nekateri ljudje rekli, kaj pa smo naredili z diplomacijo namesto nečesa, veste? Tabak. Imamo več kot 1400 mučenikov, več kot 4000 ranjenih, tisoče domov je bilo uničenih. Več kot 1.200.000 beguncev živi težko življenje. Kaj bi bilo bolje? Ali bomo pogajali ali šli v vojno? Ne, Gaza je bila uničena. Več kot 70.000, 80.000 ljudi je bilo ubitih. Na koncu dneva so sedli in se pogajali. Zakaj torej zdaj sedimo in se pogajamo? Da ustavimo te zločine in ustavimo ljudi, zaradi katerih Libanon trpi. Poskuša upravičiti, zakaj bi moral iti v pogajanja z Izraelom. No, najboljši razlog je morda ta, da bi vaša država dejansko imela koristi od tega. Mislim, ali je to sploh mogoče? Se samo igramo tukaj. Mislim, da je to iz tega videa tako očitno. Skoraj kot da gre za situacijo s talci. Kot da tip nima druge izbire, kot da služi Hezbolahu, ker so očitno prestrašeni, nimajo dovolj nadzora. Nimajo dovolj nadzora, da bi to lahko izvedli, da bi lahko razorožili Hezbolah, da bi lahko razpustili Hezbolah vsaj južno od reke Litani v skladu z mednarodnim pravom. Ne morejo. Tudi če bi hotel, ne bi mogel.
In prej ali slej bodo morali sprejeti posledice in sesti za mizo z Izraelom ter najti način za sodelovanje. V redu, ampak recimo, da pridejo, no, da so za mizo z Izraelom. In veste, imeli smo izraelskega ambasadorja, Jekirja Lajtarja, ki je govoril za medije, ko so ga vprašali, zakaj so bili Francozi vpleteni. Kot želimo jih držati stran od tega, ker jim gre samo za vpliv. In ima popolnoma prav. Ampak vprašanje je, recimo, da reče, v redu, zdaj bomo podpisali sporazum o normalizaciji. Pridružili se bodo Ibrahimovemu sporazumu. V praksi, na terenu, kjer sta bila pred 2 dnevoma ubita 2 izraelska vojaka zaradi obcestne bombe. Kaj se bo spremenilo? Kaj se bo spremenilo? Moramo se boriti v vojni z libanonsko vojsko. S tem, zakaj pravzaprav misliš z njimi? Ne, z njimi. In ta Hezbollah. Interesi pa so vseeno enaki. Naši interesi so enaki. In veš, čigavi interesi so prav tako enaki, ironično. Morda Sirija. In skoraj vsaka druga skupina ljudi v tej regiji. In kar je bilo res zanimivo, je bilo iz perspektive ljudi na terenu. Iz perspektive običajnih ljudi, kar sem videla na svojih družbenih omrežjih in v zasebnih sporočilih, vse mogoče stvari, je to kot ogromen val ljubezni, podpore in solidarnosti. Od ljudi iz Libanona, od ljudi iz Sirije, od ljudi iz Irana, seveda, pa tudi Iračanov. In seveda Indijcev, ena izmed najbolj neverjetnih stvari v tej celotni situaciji je, da v realnem času opazujemo, kako se geopolitične zveze močno spreminjajo. In nastaja povsem nova zveza med, veste, Indijo, Izraelom, Združenimi državami Amerike in zdaj s tem, kar se dogaja. Vse je medsebojno povezano. In zalivske države, pa tudi z Latinsko Ameriko, z Venezuelo, s tem, kar se dogaja na Kubi. Vse je medsebojno povezano in vse se prepleta. In vidimo, kako se med ljudmi krepi gibanje solidarnosti. In mislim, da poleg tega, da je to nekaj, ob čemer se dobro počutimo, gre za gibanje proti nečemu veliko večjemu, tako vojaško kot geopolitično v prihodnosti. Upam. Imam veliko upanja glede tega. Definitivno mislim, da ko bomo prišli na drugo stran te vojne, in Bog ve, kdaj bo to. Trenutno še ne vidimo konca. Ko pa se to zgodi, mislim, da bo prišlo do ponovne uskladitve varnostne obrambe. Ne vidim, kako bi Trump še naprej imel dober občutek ali prispeval k NATO. Izgubili smo tudi Evropo. Zdaj je Evropa Zahodna Evropa. Evropa je naredila samomor. Prav? Ja, bodimo jasni. Ne razumem, kako lahko Trump še naprej sedi na vrhu NATO in ne reče, no, se je že rekel, da ste neuporabni, ste papirnati tiger. Ampak resnično verjamem, da je na drugi strani te Maurice, če jo lahko tako imenujemo, nova obrambna zveza z zalivskimi državami, kot so sunitske zmerne države, morda tudi Indija. Že imamo, veste, dogovor o koridorju IMEC. To je koridor Indija-Bližnji vzhod, ki naj bi pripeljal blago iz Indije skozi Bližnji vzhod v Evropo, skozi vzhodno Evropo. Ne razumem, kako se ves svet po tej vojni ne bi na novo preoblikoval. In če si lahko predstavljate resnično s svobodnim Iranom? Ja. Zavezništvo preprosto med svobodnim Iranom, Kitajsko, Izraelom, Združenimi državami in morda osvobojeno Venezuelo ter Kubo. To je ogromna večina svetovnih virov, predvsem nafte in zlata. Ja, in to je resnično. To spravlja Kitajsko na kolena. To hočem povedati. Torej, zavezništvo med Rdečo-zeleno zvezo ne more ničesar storiti glede tega. To je briljantna politična poteza. Komunizem je kult smrti. Ja, ampak tudi, veš, vse to je ena velika, veš, stvar islamizma. Oprosti. Islamizem, ampak če pogledaš širše, gre v resnici vse to za Kitajsko, kaj ne? In biti velesila, ohranjati status velesile, sedeti na strani, kjer je Amerika. Da Amerika kupuje otoke po vsem Pacifiku. Infiltrira mladino 100%. Gre za Tajvan in proizvodnjo čipov, ter Trumpa, ki gre naslednji mesec ali v 2 mesecih s Ksijem in v bistvu vse razdeli, ter reče, veš, jaz ti dam to, ti meni to, ne ustavljaj me tukaj. Tako jaz to vidim. Ampak to je priložnost. To je priložnost, da zrušimo islamiste, ki poskušajo uničiti ves svet. Pa poglejmo, kaj se bo zgodilo. Zdaj, če si vzamemo nekaj minut, da se pogovorimo o tem, kaj se dogaja v Gazi in kaj se zgodi po prekinitvi ognja z islamisti, ki so, žal, še vedno tam. Zgodba, ki ni prišla v osrednje medije in zakaj bi sploh, je zgodba o teh ubogih gazanskih vdovah,
ki jih Hamas zlorablja in posiljuje. Poglejte to. To so zločini, ko so ženske izkoriščane, kaj ne? Povem vam, nikakor ne. On bara ženske, ženske so revne. On se dela, da je kos kruha in kos sladkorja. Pravim ti, pridi sem, tu gre za izgon. Predstavlja islamsko organizacijo. To je politična organizacija. Jaz sem politična organizatorka. Če greš z mano, tako ti bom dala toliko. In ženske, ki nimajo takšnih življenjskih izkušenj, mislim, da bodo izolirane. Imam 4 otroke. Rekel mi je, wow, ločeni so, mašalah, imaš vso to lepoto in so ločeni. Rekel mi je, ne skrbi, pomagal ti bom in bom ob tebi. Daj mi svojo številko in vse bo v redu. Vzela sem ga kot očeta, iskreno, to je moj oče. Želi mi pomagati v teh okoliščinah. Seveda so dobri ljudje, tako kot so slabi ljudje. Rekel mi je, da se mu želim odpreti. Kje so tako imenovane feministke in modrolasa brigada, ko jih potrebuješ? A ja, na čovnu so, kaj ne? Yes. Kaj se dogaja na čovnu? To je čoln spolnih plenilcev v flotili. O moj bog. Ja, torej očitno so se nekateri že zapletli. Najprej so bili ljudje že jezni, ker so se zapletali na tem čolnu. Mislim, da je bil to sledilnik. Ampak nekateri izmed njih so to storili pred ali potem, ko so se vrnili s svoje male kubanske avanture. O, bilo je potem, ja. Odkot dobivajo vse te čovne? In veliko odprav. Ogromno denarja, ker delajo na Iranu. Ja. In kje je potem Gretina flotilja proti Hormuški užini? Nim ni mar, rada bi videla, kako delajo z Iranom. Greta, če želiš biti koristna, zakaj ne bi vzela svoje male flotilje v Hormuško užino? Morda bi potem kupila vstopnice. O moj bog. Še vedno mislim, da bi jih morali preprosto spustiti v Gazo. Ampak v resnici delajo za Islamsko republiko. Sodelujejo z njimi in verjetno so financirani. Sem 100% prepričana, da so. In morda je to tisto, kar potrebujemo, da se jim dobesedno posuši vir financiranja. Kaj se bo zgodilo z vsemi temi posredniškimi skupinami? Kaj se bo zgodilo s Hamasom, ko denarja iz Islamske republike ne bo več? Katar. No, mislim, da bi lahko bil Katar, lahko bi bilo še nekaj drugih igralcev, ki imajo interes za to. Ampak to zagotovo spremeni igro. To spremeni, kaj morate zdaj videti pri vseh teh terorističnih posredniških skupinah, Hutijih ter skupinah v Iraku in Siriji, ki še vedno obstajajo, čeprav so zdaj manjši. In Libanon s Hezbolahom, islamskim džihadom, vsemi njimi. Tudi če končamo to celotno vojno in recimo, da zmagamo, Zahod zmaga. Vsa infiltracija, vse zavajanje v Zahodu. Še vedno ostaja, obokja. Prav, ampak ironično, to bo morda ostalo šele potem, ko bomo zrušili Islamsko republiko. Prav, to je ironija. Ostalo bo v Evropi. Prav, morda bodo v Ameriki uspeli malo počistiti, ne pa v akademskih krogih. No, morajo počistiti akademske kroge in medije. Ja. To je prava vojna tukaj. Mislim, imamo vojaško vojno, ampak mislim, da večina ljudi, ki sodelujejo v tej vojaški vojni, razume, da nimajo nobene možnosti proti zavezništvu med Izraelom in Zahodom. Zato so se namesto tega odločili, da večino svojega časa in energije vložijo v vojno za percepcijo, v psihološko vojno. In ameriško ljudstvo posebej nima pojma. Nimajo pojma, s čim imajo opravka. Resnično zaupajo medijem. Nimajo pojma, da so tako levičarske kot desničarske novice, družbena omrežja, slavne osebnosti, akademiki in tudi njihovi najljubši podcasterji vsi v lasti točno istih ljudi. Videla sem neverjeten video, kjer sta bila Ana Kasparjan in Nick Fuentes postavljena drug ob drugem in sta dobesedno govorila popolnoma enake stvari, ker jima je bilo tako naročeno. Naučili so jih, da govorijo popolnoma enake stvari. Veš, to je dobesedno tako kot tudi, kako mu je že ime? Hasan Piker in Tucker Carlson. Vsi te ljudje, ki jih je Islamska republika, Katar in vsi te drugi kupili in prodali. Hasan Piker je bil na univerzi Yale sprejet kot junak. In kjer je govoril o padcu, da je bila to dobra stvar. Ja, kjer je govoril o padcu ZZ. In to je res šokantno. In Američani tega ne razumejo, ker niso, veste, živeli so v svobodni državi, zato ne razumejo pomembnosti in vpliva psihološkega bojevanja in propagande.
In toliko ljudi, s katerimi sem odraščala, mi vsak dan pošilja sporočila, ki bi bila pred 10 leti razlog, da nekoga spraviš v psihiatrično ustanovo. Dobesedno vsak dan dobivam dolga sporočila. Od ljudi, ki jih dejansko poznam in s katerimi sem odraščala. Ljudje v akademskih krogih, ljudje na nekaterih največjih univerzah Ivy League, vpleteni ljudje, profesori, ljudje, ki bi morali vedeti bolje. Samo pošiljajo mi te nore, kot nekakšne krpanke propagande, ki so jih skupaj zašili levičarji in desničarji, islamisti in socialisti, ter vse te različne propagande mašinerije. In nimajo pojma, da to niso legitimne novice, da so vsi viri, ki jih navajajo, se v bistvu samo medsebojno napajajo. In to je strašljivo. To je strašljivo. To je prava vojna. Mi sploh nismo v tej areni, če mene vprašaš. Amerika se še ni prebudila. In prejšnji teden sem imela govor pred skupino ženskih voditeljic. Mislijo, da izgubljamo vojno. Mislim na psihološko propagando. To je del propagande, da so zdaj Američanom povedali, da se ta vojna izgublja, da je popolnoma izgubljena. In razlog, zakaj se to dogaja, je dezinformacijska kampanja za demoralizacijo ameriškega naroda. In bila je neverjetno uspešna. In zakaj to počnejo? To počnejo zato, da bi ameriški narod pritiskal na ameriško vlado, naj ustavi to popolnoma nujno vojno. Da. In to ni res. Če pogledate resnično stanje na terenu, Iran trenutno dobesedno vlada kartonasti izrez. Odstranili smo 3 ali 4 najvišje ravni korpusa islamske revolucionarne garde, ajatolo, basič, vse militantne skupine, vse politično vodstvo, vse versko vodstvo. In to smo storili uspešno in z minimalnimi civilnimi žrtvami. Ta vojna je bila z vidika človekovih pravic nekaj posebnega. Ja, izjemno. V svojih 10 letih dela na področju človekovih pravic ter mednarodnih človekovih in pravic staroselcev še nikoli nisem videla česa tako čistega, tako natančnega in tako dobro premišljenega. Zagotovo obstajajo stvari, ki niso dobro premišljene. Naprimer, mislim, da so nekateri od teh premirij in premorov, vendar smo priča popolnemu uničenju enega najbolj zlobnih imperijev na svetu. In to v realnem času, ter zelo malo civilnih žrtev. In to je neverjetno. Absolutno. Ampak ameriško ljudstvo tega ne ve. In prepričani so. Celo vidim več kot Američane, ki pravijo, no, Izrael vodi pravično vojno, ker je to eksistenčna grožnja za Izrael. Ampak Američani se soočajo z eksistenčno grožnjo. Nismo bili. To za nas ni bila neposredna grožnja. Iran v resnici ni nameraval priti do jedrskega orožja. Na to so nas opozorili v Iraku. In to je propaganda, ki so jim jo servirali, kot da bi jim jo mesece neposredno obrizgavali v oči s temi novičarskimi sistemi. In akademiki ter vsi sistemi za razširjanje in obdelavo informacij, ki jih je ugrabila Rdeča ojačitvena zveza. Z lepo plastjo antisemitizma, bodisi prikrito ali odkrito, v vseh teh novicah. Ampak, ko že govorimo o izmečkih, želimo preiti na naš najljubši segment izmeček tedna. V redu, prihranimo to. Prihranimo to, dame, ker jih je vsak teden toliko več. Šošana, kdo je tvoj izmeček ta teden? O, Šošana, globoko vdihni. Globoko vdihni, Len. Jaz sem. V redu. Moja izmečka sta ti dve ženski in ljudje kot sta oni dve, ampak predvsem ti dve. Nimam njunih imen pri sebi, ampak prepričana sem, da jih bomo dobili. Mislim, da sta mama in hči. Tako je. V redu, prihajata iz Združenega kraljestva. In tako pogumni sta, ker dejansko gledata Izraelce, za katere verjameta, da so morilci otrok. In nanje kričita v javnosti. In moram reči, dame, če res mislite, da so morilci otrok, zakaj niste nervozne? Zakaj vas ne skrbi, da ima Mossad, ki ima očitno plastično oko, Izraelci pa poznajo vaša imena, imena vaših prijateljev, vseh vaših nezakonskih otrok. Natančno vedo, kje živite, vedo, kje je vsak. In prišli bomo po vas. Zakaj niti za sekundo ne pomislite, da to morda ni dobra ideja? Ker veste, da ni res. Vsi, ki hodijo naokoli in kričijo, morilci otrok na Izraelce, vedo, da se vam v resnici ne bo nič zgodilo. Torej gre pri vas samo za predstavo. Ker če bi mislili, da smo morilci otrok in da dejansko vodimo svet, bi bili nervozni. Skrbelo bi vas, da boste naša naslednja tarča. Pa niste. Gre samo za predstavo. Ti in tvoja hči hodita naokoli in ljudem govorita, da so morilci otrok. Naj ti nekaj povem. Karma je. In izgleda kot jaz. Hej. No, pozabila si omeniti, da je to v Vietnamu, kjer bodo Izraelci prevzeli ves svet. Da si malo oddahneš, veš,
Grejo na Tajsko, grejo v Vietnam, da se malo sprostijo po zelo težki situaciji. Veliko teh otrok je tako. Kot po tej raziskavi ali po preživelih, so videli, kako so ubili njihove prijatelje. In ti dve ogabni strupenjači. Ne razumem, zakaj jih vietnamske oblasti preprosto ne aretirajo, ker bo to odvrnilo ljudi. To se mimogrede na Tajskem ne dogaja. To se je zgodilo enkrat ali dvakrat, res zelo minimalno. In te ljudi so odstranili, ker je izraelski turizem tako pomemben. Ampak izraelski turizem se zdaj res širi v Vietnam in na Filipine. In zato bodo morale te države te ljudi držati pod nadzorom. Ampak tako so jezni. So ogabni. Kar izvolite name? Ogabni. Kar izvolite name? Ne bi bila v zaporu. Bila bi noter. Tudi jaz bi bila v zaporu. Ne vem, kako so Izraelci ostali tako zbrani. Moram jim povedati, da so res ostali tako. Takoj bi šel prenos v živo. Ja. Ja. Toda dejstvo je, da so snemali videoposnetke, na katerih so preganjali Izraelce, ki so se brigali zase in kričali nore stvari in nato to objavili na spletu. Ker so na to ponosni, ker je to neposredna posledica vsega antisemitskega sovraštva in propagande, ki se prosto širi po zahodnem svetu. Da, brez posledic. Popolnoma. Zato pa še posebej v Združenem kraljestvu. Ljudje, ki to gledate, kot vi doma, se morate aktivno boriti proti antisemitizmu. To ni nekaj, ob čemer lahko samo zamahnete z roko in rečete, to je žalostno. Ne, to so dejanske posledice v resničnem svetu. Zelo, zelo, zelo zaskrbljujoče. Absolutno. In če bi imeli malo več poguma, bi dejansko lahko pobrali kamen in ga vrgli vanje. In stvari? Jaz bi vrgla skledo z ramenom na. O, bog. Ja, bili bi prekriti z... Pravim, da je to res slabo. Ampak stvar je o tem, da vsi govorijo o tihi večini, kaj ne? Kot da ljudje niso, ne? Nismo vsi taki. In lahko vidiš v videu, obstaja en video, kjer nekdo kriči na otroke, ki jedo rezance. Ženska v ozadju je videti zgroženo nad tem, kar se dogaja, vendar ne reče ničesar. Tako je. Veš? In stvar pri tiho večini je, da je tiha večina sokriva. Prav? Tiha večina. To pravi Elie Wiesel. Prav. Ravnodušnost je ustvarila okoliščine. Ni bilo drugače. In tega si ne moremo privoščiti. Ker se vedno začne pri Judih. Vedno se začne pri Judih, nikoli pa se ne konča pri njih. Konča se pri Judih. No, hvala. So res pravi nič vredneži. In rada bi jih izpostavila in osramotila. Recimo, pokažite njihove slike. In če zaposlujete katero od teh groznih žensk, prosim, naredite pravo stvar in jih odpustite, ker so sramota. V redu. Emily, kdo je tvoj nič vrednež ta teden? No, veliko sem razmišljala o tem, na koga bi se osredotočila ta teden, ker je veliko možnosti. Ni manjkalo nič vrednežev na svetu. Nikoli. Ampak na koncu se je včeraj zgodila zgodba, ki je zelo, zelo tragična in o kateri želim govoriti. In tako je moj izmeček tedna iranska revolucionarna garda. Zdaj, to bi lahko bilo dobesedno zaradi milijona razlogov. Ampak ta teden moram posebej izpostaviti iransko revolucionarno gardo oziroma Basić sile zaradi zgodbe Ahmeda Hodaja, ki si je včeraj dejansko vzel življenje. To je bil posameznik, ki sta on in njegova žena v času največjih protestov pred nekaj meseci v svoj dom sprejela več ranjenih protestnikov. Njegova žena je bila medicinska sestra. Varnostne sile, iranska revolucionarna garda, so vdrle v njun dom in na koncu ustrelile njegovo ženo. Ko so nekaj tednov kasneje odnesli njeno truplo, so posneli videoposnetke in posnetke, kako so jo spolno napadli, ter jih poslali njenemu možu. Ali je ona še bolj mrtva in so v bistvu... Ja. O moj bog. Ja. To je očitno grozljiva zgodba. In najbolj grozljivo pri vsem tem je, da to pravzaprav ni nič nenavadnega. To je nekaj, kar počnejo. Tako delujejo. To je orodje, ki ga uporabljajo za teroriziranje celotnega prebivalstva. In mislim, da ljudje na Zahodu ne razumejo, do kakšne mere so pripravljeni storiti takšne stvari. Govorimo o režimu, katerega uradniki so v določenih primerih usmrtili lastne otroke. O bog. Tako da reči, da so skrajni, je v resnici premalo v svetu, kjer misliš, da si enako užaljen zaradi nečesa, kar je nekdo rekel na X-u. To ni isto. To je popolnoma distopijski pekel, da islamski režim danes sploh obstaja. In to je še dodaten razlog, zakaj mislim, da bi morala celotna mednarodna skupnost zavzeti bolj odločno stališče proti temu, na kakršenkoli način so sposobni, bodisi vojaško ali drugače. Amen. To so res človeške pošasti. In enake vrste zločinov so se zgodile 7. oktobra, ko so posiljevali mrtve ženske. Potem, ko so jih posilili, so jih ubili
in jih še naprej posiljevali. To so ogabne pošasti, ki jih je treba odstraniti. Kaj drugega želite narediti s temi ljudmi? Jih prevzgojiti? To se ne bo zgodilo. To ni enak status, kot ga vidimo. Veš, govorila si o tem, kako je islamizem kult smrti. In to je popolnoma res. Mislim, te vzorce vidimo v vseh islamističnih terorističnih skupnostih. Prav, Hezbollah ima take stvari. Hutiji imajo otroške poroke. Imajo spolne odnose. Ne pozabi na pedofilijo. Da to je problem v vseh teh skrajnih skupnostih. In nekaj moramo storiti glede tega. Če ne bomo, se bo to še naprej širilo. Ja. Mislim. Samo gledala sem vse to v Afganistanu. Kaj počnejo z majhnimi fanti? V bistvu jih spremenijo v prostituirane dečke. Vse skupaj je ogabno. In veš kaj? Veš kaj je najslabše? Imaš enega judovskega pedofila, Epsteina. In vse, kar dobim v svojih komentarjih je Epstein, Epstein, država Epstein. Projicirajo enega judovskega pedofila. Prepričana sem, da jih je več kot en. Prav. Ampak mi ne poveličujemo in ne slavimo pedofilije. Pri nas ni zapisana v zakon, medtem ko je v izraelskem. Sram nas je Epsteina. Prav? On ne predstavlja tega, za kar se zavzemamo. Ampak v nasprotju s tem je to popolnoma značilno za ta kult. In tega preprosto ne morem več prenašati. Vse, kar dobivam v svojih komentarjih, je Epstein, Epstein. Ampak neverjeten del tega je hinavščina, ker so to iste ljudje, ki se razburjajo zaradi Epsteina in trdijo, da je bil Epstein pod nadzorom Izraela. Hkrati pa popolnoma podpirajo Hamas. Hezbollah, Hutiji, Islamska republika Iran. V vseh teh krajih ni le zakonito, kar je storil Epstein, ampak je zapisano v zakonih in celo spodbujano. To je institucionalizirana pedofilija. In to so isti ljudje, ki podpirajo te ljudi. To je noro. Ampak zato je vse to projekcija. Vse je projekcija. Ne, fantje. Zgrešili ste tudi zelo pomemben del tega. Jud je grešni kozel, prav? Jud je grešni kozel. Čutim bes. Čutim ogorčenje, ampak ga ne morem izraziti tukaj, ker bi bilo to rasistično. Ne morem ga izraziti glede škandala z množičnimi posilstvi v Združenem kraljestvu. Ja, tolpe. In te tolpe. Tega tam ne moram narediti, ker so to ljudje rjave polti. In ljudje rjave polti ne morajo biti zatiravci. Lahko so samo zatirani. Zato moram iti krazen za temnopolte volivce. Grešni kozel je vedno džad. Ja. Tudi če ne moramo omeniti Epsteina, ne moramo omeniti nikogar iz tolpe posiljevalcev, ker tega ne smem. Ampak tukaj pa lahko. In Jud vedno sedi tam, pripravljen biti tvoj grešni kozel. To je del tega, kar rada imenujem Jezusov kompleks, ko projicirajo vse svoje grehe na to podobo in potem zahtevajo, da nas ubijejo. Ja. V redu. Na to veselo noto, kdo je tvoj Baraba? Torej, moja Baraba danes in vsak dan je OZN. Zakaj pa ne? Kot smo pravkar slišali, je Islamska republika znana po svojih zločinih proti človeštvu, svoji pedofiliji in spolnih napadih na nedolžna dekleta. Preden jih brez razloga usmrtijo, jih aretirajo, mučijo, pobijajo svoje nedolžne civiliste in nedolžne civiliste po vsem svetu. Povsod so posredniške vojne. In mislili bi si, da bi organ kot je OZN, ki se pretvarja, da je neka moralna avtoriteta, na katero milijoni ljudi po vsem svetu gledajo kot na moralno avtoriteto, kot tisti, ki lahko sodijo drugim, bil, ne vem, na nek način moralen ali etičen. Ampak niso, ker so pravkar izvolili Islamsko republiko Iran, da sedi v njihovem posebnem odboru za ustanovno listino Združenih narodov, ki presoja in odloča o vprašanjih ženskih pravic, človekovih pravic, terorizma, boja proti terorizmu in vseh takšnih stvareh, za katere je Islamska republika Iran edinstveno in posebej kriva. In mislim, da sem o tem govorila že leta, ker sem leta delala na področju mednarodnih človekovih pravic. In leta je, OZN ena najbolj zlobnih organizacij, kar jih obstaja. Ker naj bi ljudje mislili, da so pravna, moralna in humanitarna avtoriteta, pa to samo igrajo. Ljudje, ki bi lahko preprečili, da bi se slabe stvari zgodile, pa tega ne naredijo. Kar naredijo je, da uporabijo svojo platformo, da jo dajo ljudem, ki izvajajo te grozote. Tako da ti nikoli, ne samo da nikoli odgovarjajo za to, ampak lahko s tem nadaljujejo.
Lahko nadaljujejo z izvajanjem teh groznih kršitev človekovih pravic po vsem svetu, ne da bi jih kdorkoli lahko ustavil. Tako je moj izmeček tedna očitno tudi Islamska republika Iran, ampak tudi OZN, ker jim daje to ogromno in zelo pomembno platformo za odločanje. In mislim, da kdorkoli od vas, ki prej ni videl težav, kako problematična je bila OZN, če tega ne vidite zdaj. Potem, ko je Islamska republika Iran samo januarja pobila med 30.000 in 100.000 svojih ljudi. Oni pa so tisti, ki so izvoljeni, da sprejemajo odločitve in pomembne odločitve o človekovih pravicah. Ne, preprosto ni možnosti. Do njih se ne da priti. Ne, do njih se ne da priti. Ščitijo najhujše kršitelje človekovih pravic na svetu. To počnejo že dolgo. Morala bi videti, kdo je še v teh odborih. Mislim, Združeni narodi. Člani Združenih narodov so bili sami vpleteni, sojeni in spoznani za krive vseh mogočih zločinov proti človeštvu. Trgovine z ljudmi za spolno izkoriščanje, trgovine z ljudmi po vsem Karibskem otočju. Prav tako so bili vpleteni v dogodke 7. oktobra, da lastna preiskava Združenih narodov o vpletenosti njihovih zaposlenih je pokazala, da je bila polovica ljudi, ki so jih preiskovali, neverjetno kriva za grozljive stvari, kot so posilstvo, mučenje, jemanje talcev, ugrabitev, umor. In to velja ne le tukaj, ampak po vsem svetu. Ja. Ampak radi imamo Barabo s srečnim koncem. In kolikor slišim, Združenim narodom zmanjkuje denarja, ker bodo Združene države Amerike umaknile veliko sredstev. In vsaj UNRWA je videti, kot da je v hudi krizi, kar je dobra novica. UNIFIL, ki se skriva, je kupil terorista. Nihče jih več ne bo financiral. Upam, da bo po tej vojni, mislim, da bo moralo priti do veliko sprememb na področju mednarodnih organizacij in upam, da se bo OZN, spremenila v nekaj boljšega, ker tako ne more nadaljevati. Ljudje, ki zagrešijo najhujše zločine proti človeštvu, ne morejo imeti enakega glasu kot demokracije, ki spoštujejo vladavino prava. To preprosto nima smisla. Torej, upajmo, da je to začetek njihovega konca. Ampak fantastičen Baraba. Velikokrat so bili Baraba in vedno se najde nov dober razlog, da jih imenujemo Baraba. V redu, moj Baraba tedna je mali človek po imenu Konrad Berkovič, ki je skrajno desni poslanec konfederacijske stranke v poljskem parlamentu. Ta tip je seveda nihče. In kako danes postaneš nekdo v tem zelo hrupnem svetu, v katerem živimo? No, vzameš izraelsko zastavo, odstraniš Davidovo zvezdo in namesto nje postaviš nacistični znak. In se odločiš, da boš na dan spomina na holokaust, ki je bil prejšnji teden, pljunil na spomin na Jude, ki so jih nacisti iztrebili v genocidu. Vzameš nacistični simbol in ga razstaviš v svojem govoru kot članica parlamenta. In spet preprosto ne vem več, kaj naj rečem. Tip je iz skrajno desne poljske stranke, kar pomeni, kot si prej rekla, kot vedno pravimo, antisemitizem lahko pride od kjerkoli, pride za skrajne levice, pride za skrajne desnice. Ta moški je zdaj dobil svojih 15 minut slave, ker je popoln nič vrednež in ker pljuva po spominu vseh tistih ljudi, ki so bili ubiti. In to počne na dan spomina na holokaust, samo da še bolj izkrivlja resnico. Torej, ne vem veliko o tebi, ker verjetno ni veliko zapovedati, razen da si nič vrednež, Konrad Berkovič iz Poljske. V redu, zdaj pa očistimo svoje duše in se počutimo dobro glede človeštva, tako da poiščemo nekaj junakov. In vedno so junaki. Šošana, kdo je tvoj junak? Moj junak je pravzaprav zelo povezan z ničvrednežem. Ironično, ker druga kričeča furija, tokrat v New Yorku, napada Izraelce in kriči: morilec otrok, ker so zato bele punce dobre. Oprosti in Sofija Karen, nihče ne naredi ničesar, kot lahko vidiš. Na tem posnetku te Izraelci dobesedno samo sedijo tam in ne vem kako, mogoče se je naučila hebrejščine ali dovolj besed v hebrejščini ali ima na glas ali pa preprosto ve, če so te ljudje Izraelci. In jih vidi in reče: morilci otrok. Ti tipi so morilci otrok. In se snema, ker je zguba. In potem pride Spider-Man in reče:
tega ne smeš početi. Dobesedno. Ne kriči, ne vpije, samo reče, tega ne smeš početi. Ne bi smel nadlegovati ljudi, res ne bi smel tega početi tukaj. Čisto mirno, kot da bi to lahko naredili sami, tudi če ne izgledate kot Spider-Man. To je taka stvar, da bi lahko kar stopil do nekega norca in mu rekel, ja, res, ne bi smel tega početi, dragi, to ni dobra ideja. Torej, Spider-Man, moj junak si, ker si dober, normalen, spodobna oseba. Čestitke tebi in kafir Karen. Ne bodi žalostna, ker jim nisi všeč. Oni so privlačni, ti pa ne. Ja, oni so devi vroči. In naj ti povem, izgubila je službo. To je že drugič, da je izgubila službo. Ne bi smela delati z ljudmi. Ona je strokovnjakinja za duševno zdravje. Prav. In izgubila je službo. Spider-Man je seveda tisti tip, ki je na Times Squareu našemljen v Spider-mana. Ni tisti pravi, čeprav nam je Tom Holland všeč. Všeč mi je tudi vse okoli Zendaje, ampak... Ampak kaj pa v resnici čutiš do nje? Govori o Tomu Hollandu. Ampak ja. Ampak bil je preprosto v redu fant, res ja. Kot popolnoma normalen človek, kot bi moral biti vsak New Yorkčan. To je natanko tisti New York, v katerem sem odraščala. Ja, imamo te radi, Spider-Man. Hvala ti. Ne vemo, kdo si pod tisto masko, ampak res si junak tedna. Emily, kdo je tvoj junak ta teden? Moj junak ta teden je Javier Milei, argentinski predsednik vlade. Ali predsednik. Ja, pravkar je prispel Izrael. Jupi! Nažalost ga ne morem intervjuvati, ker ne govorim špansko, ampak ti lahko. Slišim, Javier, por favor, aquí zamo. Torej, la unija que taped entrevitar en toj es que país. Karkoli je že rekla. Moj junak sem že dolgo velika oboževalka Milaja. Vsega, za kar se zavzema, od ekonomije do Izraela. In bil je pravi prijatelj, pravi zaveznik državi Izrael skozi ves ta zelo težek čas po 7. oktobru. Odločen prijatelj in zaveznik, ter tudi nekdo, ki aktivno dela na tem, da Izrael napreduje diplomatsko, ekonomsko in na vse mogoče načine v odnosih med Argentino in Izraelom, ter tudi na splošno v Latinski Ameriki. Torej, ti si moj junak tedna. Nadaljuj z odličnim delom, ki ga upravljaš, in hvala, ker si prijatelj Izraela. Obožujemo Javierja Mileja. In veš, on je tudi zabaven. O ja, si videla posnetek, kjer poje? Na dan neodvisnosti bo prižgal baklo, kar je v tej državi velika čast. In v bistvu so imeli sinoči generalko, kjer sta dva argentinska pevca pripravila majhen poklon njemu. Zagrabi mikrofon in začne peti z njim. Ta človek ima res osebnost. To mi je pri njemu všeč. In dobra novica je tudi, da bo neposreden let iz Tel Aviva na lokacijo. Ja, pojdimo na lokacijo. Gremo. Južni si, severni si, tega nočem citirati, imajo južni si sončna svetloba. Sončna svetloba. Pojdimo v Argentino. Obožujem Javierja Mileja. Moj mali trenutek slave je, da sem ga srečala in izmenjala nekaj besed z njim. In bil je zelo prijazen. Zelo prijazen. Zelo prijazen, zelo simpatičen, kot rečemo v španščini. Velika junakinja Emilija. Kaj pa ti, Jeff? Torej, imam res prisrčno, navdihujočo zgodbo o junaku, ki je podobna naši dragi prijateljici Spider-Manu. Torej, prejšnji teden, v resnici ne vem, kdaj se je dogodek zgodil, ampak mislim, da je bilo zelo nedavno. Bill je en Judd, ki ima pizzerijo v Hastings-on-Hudson v New Yorku, v majhnem mestu v okrožju Westchester. Njegova pizzerija se imenuje Slices Pizza. Lastnik je bil Jud po imenu Isaac Garson. In kot na mnogih krajih, mislim, da je skoraj nemogoče najti Juda, ki ga ni tarča Ku Klux Kefir klana. Veš kot jaz, vsak izmed nas, ne glede na to, kaj počnemo, ne glede na to, kje smo... Pišeš to? Ja. Ku Klux Kefir Klaus. Prosim, naredimo iz tega hashtag. Čukaj bom ves dan. V bistvu so si izbrali tega fanta, ki je res prijazen, srčen tip iz pizzerije, ki hrani otroke iz okolice. Vsi ga imajo radi, vsi ga poznajo. In so ga napadli in se pri tem snemali, ker je kot rečeno antisemitska propaganda in sovraštvo postalo povsem normalizirano. Zato so bili na to celo ponosni. Želeli so svojih 15 minut slave. In tako so se snemali, kako ga nadlegujejo in ga skušajo prisiliti, da bi rekel, da je bil 7. oktober nekaj dobrega. In da so posilstva ter umori nedolžnih žensk in otrok v Izraelu, ki jih je zagrešil Hamas, nekaj dobrega. On pa tega ni hotel reči. In so stopnjevali in postalo je res grdo. Bilo je grozno. In ta ubogi človek je rekel, da si želi samo miru. Rekel je, da verjame v mir.
Verjame v človečnost vseh ljudi. Bil je preprosto prijazen, čudovit fant, ki je mirno živel svoje življenje. In so se spravili nanj. In so se resno spravili nanj. In skupnost v Hastings-on-Hudsonu je naredila to, kar bi morale početi vse skupnosti, a skoraj nobena tega dejansko ne počne. Prišli so v velikem številu. Rekli so, ne tukaj, ne v naši soseski, ne v naši skupnosti, dokler sem jaz tukaj. Tega ne bom dovolila. In prišli so v njegovo pizzerijo. Stotine ljudi je prihajalo dan za dnem, vse so odkupili, prišli so ga podpreti in pokazali solidarnost. Pripeljali so medije, vsem pokazali, da stojijo ob njem, da ne bodo dovolili, da ga ustrahujejo. Ne bojo dovolili, da bi bil tarča, da ga imajo radi, da ga spoštujejo in da ga cenijo kot člana svoje skupnosti. In uprli so se temu sodobnemu nacističnemu gibanju tako, kot bi se morali vsi. Zato so oni moji junaki tega tedna. In to vidimo. Samo da veste, vem, da je to majhno mesto v sredi New Yorka na drugi strani planeta. Spravili ste me do solz. Želim, da veste, da to ni vplivalo samo nanj in na lokalno judovsko skupnost, ampak na judovsko skupnost po vsem svetu. Zato se vam iz srca zahvaljujem. Ta teden ste moji junaki. Wow, to je res neverjetna zgodba. Ali ni čudovito? Če bi vsi res stopili skupaj tako, potem ta Ku Klux Kafir klan, to mi je všeč, sploh ne bi imel razloga za obstoj. Ali pa, veste, če želite, da judovska podjetja zaslužijo več denarja, ker jih nenehno nadlegujete. Enako se je zgodilo tudi v Second Avenue Deli, ki je tako ikoničen kraj v New Yorku. In enake stvari so se zgodile tudi takrat. Ljudje so prišli in rekli, da je dovolj. Pred nekaj leti se je to zgodilo tudi v izraelski kavarni. To se še kar dogaja. Vendar ni nič takega kot skupnost, ki se upre, ker to res naredi razliko. Tako lahko vplivate in odpravite antisemitizem v svoji sredi. Imate moč. Naredite to. V redu, rada bi govorila o še eni junakinji. Že nekaj časa opazujem tega človeka. In ni samo on. On in njegovo podjetje, Alex Kopp, on je direktor Palantirja. Palantir je eno največjih podjetij na svetu, ki se ukvarja, veste, z zelo obsežnimi programskimi rešitvami. Vzemejo ogromne količine podatkov, programsko opremo in jo naredijo smiselno, iz nje pridobijo vpoglede in na to ukrepajo. In seveda je to vrstno delo zelo ključno za nacionalno varnost, ključno je za boj proti terorizmu. In ustanovil je to podjetje po 11. septembru, ko je videl, da je bilo veliko podatkov, ki niso bili uporabljeni na način, da bi lahko preprečili enega največjih terorističnih napadov na svetu, ki se je zgodil 11. septembra. Alex Karp je bil od začetka 7. oktobra popolnoma moralno jasen glede tega, kdo so dobri fantje, mi, in kdo so slabi fantje, Hamas in islamisti po vsem svetu. In seveda je bil pod velikim pritiskom tudi strani lastnih zaposlenih in vseh okoli njega, da bi nenehno govoril proti Izraelu, da bi rekel, da ne bo posloval z Izraelom. In ni popustil niti malo. In ta teden, in to je razlog, zakaj ga zdaj predstavljam kot svojo junakinjo, je naredil nekaj precej nezaslišanega. Objavil je celostranski oglas v New York Timesu. Poglejte to, kjer piše: Palantir podpira Izrael. Brez čejev, brez ampakov, brez kdaj, brez kaj. To je pogum, to je junak. Alex Karp, hvala, ker ste sodobni junak. Hvala, ker ste nedvoumno povedali, kdo so slabi fantje. Hvala, ker poslujete z Izraelom in stojite za nami, ko smo vas najbolj potrebovali. Ta teden ste moj junak. Noro je, da je za kaj takega potrebno. Noro je, da mora nekdo reči: v redu, mislim, da bom zapravil ne vem koliko $1000 za celo stran oglasa v Novih. Ja, točno to pravim, da lahko rečeš, pejte stran. Točno tako. Prav tako je bil zelo viralen tisti video, kjer je nekdo vstal na enem od njegovih panelov na dogodku in začel kričati o Palestincih. In da Palantir ubija Palestince. On pa je rekel, no. Teroristi. Tipi. Kot. Resno, v čem je problem? Podpiraš teroriste? Pa v čem je težava? Mi bolj natančno ubijamo teroriste. Točno tako, pravzaprav rešuje življenja, ker je bolj natančen s podatki za ubijanje teroristov. To je tisto, česar te ljudje ne razumejo. Je neomajen. Obožujem ga. Spremljam ga že leta in mislim, da je fantastičen. Bravo. V redu.
Molim za več junakov, molim za konec tega konflikta, ki razkriva strupeni režim, ki v bistvu okupira ves svet s svojim strupom in terorjem. Molim, da naši vojaki ostanejo varni. In jutri je naš dan spomina na padle vojake in ljudi, ki so umrli v terorističnih napadih. In veste, v tej državi ni nič bolj bolečega kot ta dan. Iskreno, v tej državi ni nič bolj bolečega kot ta dan. To je dan državnega žalovanja, ki nato preide v praznovanje naše neodvisnosti. In to je res, veste, prikaz naših življenj tukaj. En dan žalujemo, naslednji dan praznujemo. In to je tisto, kar Judje počnejo že tisoče let. Živijo v nenehnem čustvenem preobratu. Živijo z bolečino in praznovanjem, ki sta nenehno drug ob drugem. In to je tisto, v kar vstopamo v naslednjih 24 urah. Zato molimo za vse družine, ki so izgubile svoje otroke in ljubljene. In molimo za vojake, ki se še morajo pozdraviti in postaviti na noge. Hvala, ker ste gledali.